Gasilci, mirno! Na desno ravnaj se. Poznavalci pravijo, da je najbolj pomembno slediti javnim navodilom, po domače komandi. Dokaz, da za ročno postavljanje mlaja niso najbolj pomembne mišice ali fizična moč, pač pa usklajenost ekipe, je tudi dejstvo, da so približno 28 metrov dolgo majsko drevo postavljale tudi gasilke. Super, vsako leto se trudimo, da v postavljanje prvomajskega drevesa vključimo tudi več žensk z našega in tudi sosednjih društva, tako da se v zadnjih letih res aktivira zraven tudi ženske, sicer ob pomoči moških, zato sta ponavadi ena ženska, dva moška ali pa so trije moški. Ampak ja, vsako leto nas je več, tako da upamo, da bomo res čim bolj enakopravne. Kako zahtevno pa je? Ja, še kar je. Treba nekaj moči pa znanja tudi zaposliti. Medtem ko so gasilci in gasilke združevali moči, so ročno postavljanje, ki je vse bolj redko, z zanimanjem opazovali obiskovalci. Ja, to je vedno tradicija, dosti ljudi pride, pogleda, koliko nas je. To je prav, da se tako dela. To je res nekaj lepega. Tradicionalno je treba ohraniti, tako da lepo. V redu, da se to ohrani, da ostane. Bilo je stalno in zakaj ne bi bilo še naprej, ne? Zato na Smolniku želijo tradicijo prenašati na mlajše rodove in tako ohranjati tradicijo, ki v teh krajih ostaja neprekinjena že od leta 1981. Glede na to, da se je začelo v našem društvu to z strani veteranov, zdaj mlada sestava društva, vodstvo društva tudi skrbi za ta običaj. Za nas osebno bom rekel, da ne pomeni nekako določeno ta praznični običaj, ampak pomeni bolj zgolj druženje. Dan pred tem tudi z vsemi gasilci se medgeneracijsko družimo, to pomeni, da smo skupaj mladi, stari in vsi skupaj, kjer okrasimo naše majsko drevo, ter od njih prenašamo ta stari običaj. Tudi skozi postavljanje mlaja se neguje načelo sodelovanja za dosego skupnega cilja. Hkrati pa skozi tovrstne prireditve ohranjajo prijateljske vezi.